Naj povem, da je bilo področje vzgoje in izobraževanja v preteklosti podfinancirano. Še posebej od leta 2010 je bilo sprejetih vrsto ukrepov, ki so zniževali tako vrednotenje, kako tudi materialne in siceršnje pogoje dela v vzgoji in izobraževanju. Zato so bili različni ukrepi, vsaj v tem obdobju vlade, nujni in tudi potrebni. In tudi zato jemljemo zahteve sindikatov izjemno resno in se tudi intenzivno pogajamo. Kot veste, smo pripravili tudi že izhodišča za krovno vladno pogajalsko skupino na 3 strokovnih področjih, za katere se nam zdi še posebej pomembno, da se uveljavijo in da se v njih dogovorimo. Najprej o nazivu svetnika, o delu učitelja razrednika in o vrednotenju dela pomočnice vzgojiteljice. To je tudi po našem mnenju resorna naloga in skupaj s sindikati moramo najti pravo in ustrezno rešitev za ta področja. Na krovni vladni pogajalski skupini pa veste, da potekajo sicer pogajanja o vrednotenju dela ne samo tega področja, ampak seveda tudi drugih področij. In ravno tako se zavzemamo, da je učiteljsko delo in delo vseh tudi strokovnih sodelavcev v vzgoji in izobraževanju ustrezno vrednoteno in tudi primerljivo vrednoteno. K temu si bomo prizadevali tudi vnaprej. Jaz sama kot ministrica tudi ne bi stopila v te čevlje, če ne bi videla vrednosti, pomena in seveda veljave tega poklica včeraj in danes, še posebej pa tudi jutri. Zakaj to poudarjam? Še posebej zato, ker vse bolj šola postaja tudi področje in lahko rečem dnevno sodelovanje v širši družbi z namenom dobre vzgoje otrok, mladostnikov. In prav ta vzgojna vloga se najpogosteje kaže prav skozi delo razrednika, skozi seveda dnevno učiteljsko delo in zato je treba tudi najti pravo in razumno rešitev za celoten resor. Prav tako pa je pomembno ne le do ustrezno vrednotenje, ampak tudi opolnomočenje strokovnih sodelavcev in še posebej učiteljev v vzgoji in izobraževanju. Zato smo tudi na ministrstvu sprejeli že številne ukrepe. Predvsem z vidika strokovnega izpopolnjevanja smo ne samo dodali vrste teh izobraževanj, ampak tudi podvojili sredstva v ta namen. To se nam zdi ključno, kajti izzivi do učitelja danes ali kogarkoli, ki dela v šoli, ki dela v vzgoji in izobraževanju, so tako strani družbe, kot seveda pričakovanj, ne le staršev in seveda vseh okoli njih zelo veliki. In zato je prav, da delo učitelja opolnomočimo, mu damo ugled, mu damo veljavo in da mu znova zaupamo. Torej, ob bok njegovemu vrednotenju dela je pomembno to, da ga znamo tudi opolnomočiti in na tem področju ministrstvo aktivno deluje. Tudi skupaj s sindikatom, kajti izvajamo različne oblike razvoja spodbudnega in varnega šolskega okolja. Ob tem naj povem, da smo v tem mandatu tudi poskrbeli za vsa napredovanja, več kot 8000 napredovanj učiteljev, ki so čakali na to. Prav tako smo uredili skupaj seveda z širšo pogajalsko skupino plačni del do 26. plačnega razreda, umestili pomočnice vzgojiteljic v zakonodajni okvir, torej za njihovo ustrezno vrednotenje. Od leta 2006 se na tem področju ni nič premaknilo in seveda si bomo tudi vnaprej prizadevali, da se zaposluje v vzgoji in izobraževanju vse več mladih. V tem obdobju smo zaposlili več kot 400 mladih bodočih in seveda učiteljev, s katerimi želimo, da pomladimo tudi celotne učiteljske vrste in še posebej dali poudarek in pomen zaposlovanju na področju posebnih potreb. Samo letos smo razpisali 200 asistentskih mest, kajti posebne potrebe so nekaj, kar se z vidika potreb otrok kaže kot področje, ki ga moramo vse bolj sistemsko in učinkovito naslavljati. Kot veste, smo skupaj s sindikati ves čas v dialogu, zato smo tudi zaokrožili pravzaprav prvič v Sloveniji delovni čas učitelja in ravno tako namenili kar veliko sredstev za razvojne projekte, ki omogočajo različne oblike in načine dela, ne samo na področju posebnih potreb, ampak tudi sicer v delovnem izobraževanju. Zmanjšali smo tudi, pravzaprav fleksibilizirali pristop do strokovnega izpita, kar še posebej
velikokrat deluje omejujoče do tistih mladih, ki želijo vstopiti v učiteljski poklic in s tem tudi omogočili širši dostop in pristop in predvsem omogočali zaposlovanje, kot že omenjeno, v oblikah prve zaposlitve, pa tudi popestritve šole. Morda še nekaj odzivov na današnje že povedane izjave strani sindikatov in udeleženih v stavki. Glede učitelja razrednika sem že povedala, to je tudi strokovna zahteva, ki smo jo podali na vladno pogajalsko skupino. Glede zaposlovanja mladih, zagotovo bomo nadaljevali s temi ne le projekti, ampak tudi sistemskimi rešitvami za boljše zaposlovanje mladih. To že počnemo in bomo tudi vnaprej. In pa seveda, da veljavo učitelju zgradimo tudi tako, da ga opolnomočimo z novimi vedenji, z novimi znanji in ga spodbudimo k temu, da ta znanja tudi išče. No, takole so rekli šolsko ministrico, pošiljamo nazaj z oceno 1 v šolo. Jaz moram reči, da sem vedno z veseljem hodila v šolo in da lahko rečem, da je slovenska šola dobra šola, to nam priznavajo tudi vse mednarodne analize, pa tudi moji kolegi po svetu, da pa seveda moramo to krepiti, ohranjati in prav zato vlagati v učitelja, v njegov razvoj in seveda skrbeti za to, da bodo otroci rasli v varnem in spodbudnem šolskem okolju. Morda se vsi še ne zavedamo tega, kaj to pravzaprav pomeni in zato tudi razumemo in spremljamo ne le zahteve na eni strani, ampak tudi skušamo najti rešitve skupaj za sindikatom. Kaj pa konkretno o današnji stavki se mi zdi upravičena, ne kaj bi sporočila nazaj? Poglejte, kot povedano, to področje je od leta 2010 naprej na nek način ne samo sistemsko, ampak tudi sicer podfinancirano. In zato so določene zahteve povsem razume in tudi upravičene. Omenila sem, na primer, področje pomočnic vzgojiteljic. Sindikat od leta 2006 ni podal zahteve. Zdaj smo to v tem mandatu uredili kot zakonodajno podlago in prav je, da se to delo tudi strokovno vrednoti. Kajti delo pomočnice vzgojiteljice je vse bolj kompleksno, vse bolj zahtevno in tudi v tem delu odpiramo vse zahteve, še posebej te 3 strokovne zahteve, ki sem jih izpostavila. Seveda pa skupaj moramo iskati razvojne načine za opolnomočenje učitelja in tukaj računamo tudi na sindikat, na dialog, na način, kot smo ga imeli že pri delovnem času, na področjih, kjer smo skupaj iskali rešitve in zato je prav, da tudi skozi to v resnici dobro vrednotimo in prav vrednotimo, pa tudi primerljivo vrednotimo delo, ki ga upravljajo vsi posamezniki v vzgoji in izobraževanju. Vzgoja in izobraževanje je ključna družbena podsta. Od nje seveda sledi razvoj. Da se nazira so res obremenjeni, toliko bi se plačal v povprečju, sploh niso slabi v primerjavi z drugimi, živimo pa v Sloveniji. Zato pa tudi poudarjam primerljivost in ustreznost vrednotenja. Prej sem omenila pomočnice vzgojiteljice, kjer se je res izkazalo, da je ta pristop in način seveda danes, kot je zahtevan, zelo kompleksen, drugačen. Tudi učitelj razrednik ima na marsikaterem področju, odvisno sicer od obdobja, v katerem je razrednik, vse več dela. Ta vzgojni moment, ki ga vse bolj družba zahteva tudi od šole, je potrebno ovrednotiti. Na kakšen način? To pa je zdaj domena na področju seveda tudi vladne krovne pogajalske skupine in ustreznega, lahko rečemo, primerljivega vrednotenja tega dela tudi seveda z drugimi plačnimi skupinami oziroma resorji. Pomenila ste, da je naše šolstvo dobro, da nam tu priznavijo tudi drugi. Podatkih OECD-a, naš je literacy, numeracy skills so pod povprečjem OECD-a. Ne dosti, ampak so pod povprečjem. V tistem povprečju je pač Čile. Ne vem, da če pravi. Zdaj govorite samo o enem od kriterijev. Po PISA in ostalih raziskavah so naši mladi, naši otroci pravzaprav v vrhu, tako po naravoslovnih, kakor matematičnih, kakor tudi že bralnih pismenostih. Ta je bila bistveno povečana ravno v zadnjem obdobju. Je pa potrebno spodbujati ta razvoj naprej. Potrebno je spodbujati to, da s številnimi projekti opolnomočimo učitelje in tudi, mi temu rečemo, horizontalno delujemo za to, da se pismenosti povečujejo. Pa ne gre samo za mlade in otroke.
raziskava PIRLK je pokazala, da je pravzaprav manjšanje teh pismenosti bolj prisotno danes celo po 45. letu, recimo tehnološka pismenost oziroma komunikacijska pismenost in tako naprej. Tako da je potrebno pogledati rezultate kot celoto, torej z vseh zornih kotov in ne samo kot en samcat kriterij. Ministrica, kar v nepaležni vlogi ste, bi lahko rekli, na eni strani ste del vlade, po drugi strani ste šolska ministrica, pač zastopate šolstvo na nek način. Na čigavi strani ste? Mislim, da to vprašanje pravzaprav ni pravo vprašanje, kajti pomembno je, da spodbujamo razvoj izobraževanja in seveda vzgoje v Sloveniji. Danes smo recimo obravnavali tudi v Državnem svetu zakon o znanstveni raziskovalni dejavnosti. Vse to so ključne družbene podstati in vsi moramo biti na strani dobrih pogojev razvoja. In seveda najključnejših, lahko rečem, elementov, ki nas vodijo v napredek, ali pa ne. Na kakšen način pa to dosegati, pa tukaj pa je pomemben in potreben dialog in poudarjam tudi primerljivost. Primerljivost na način, da seveda skušamo kar se da ustrezno in razumno vrednotiti to, kar se izvaja, dela, ne samo na tem področju, ampak tudi na drugih področjih. Tako tudi razumem sedaj ta stavkovni val, na kakšen način in kako pa bomo seveda dosegli konsens, pa je vse odvisno od pogajanja. Kako bi pa uredili sem še to delo razrednika, ste omenili, da se tudi vi s tem ukvarjate, zdaj dobijo, ne vem, 2 evra na mesečno. Tako, govorimo o dodatku za učitelja razrednika. Predlog sindikata SVIS je bil, da se umesti novo delovno mesto učitelja razrednika. Ravno sedaj razpravljamo o strokovnih podlagah v prid bodisi dodatka, bodisi novega delovnega mesta in na kakšen način takšno delovno mesto tudi opredeliti. To smo že predstavili tudi na krovni pogajalski skupini. Hvala. Bilo sem konkretizirala, kaj pomeni ta primerljivost. Skozi cel govor pač izpostavljate primerljivost, ne zelo konkretno. To pomeni, da seveda moramo na vladni ravni zagotoviti primerljivost med različnimi resorji, med različnimi poklicnimi skupinami. Iz tega je tudi nastala vladna pogajalska skupina in seveda glavni pogajalec mora opredeliti tudi to primerljivost, s tem, da so bile analize narejene. Govorimo pa seveda tudi o primerljivosti mednarodno in je prav, da pogledamo na eni strani rezultate, na drugi strani pa tudi vrednotenje dela, ki ga upravljajo naši učitelji in seveda vsi strokovni sodelavci v vzgoji in izobraževanju. Ko govorimo predvsem o strokovnih zahtevah in domenah, pa je prav, da jih skupaj s sindikatom dorečemo tako, da so ne le izvedljive, ampak da dajo te rezultate, za katere seveda si tudi mi vsi želimo, da bi naši otroci dobili in prejeli ne le najbolj kakovostna znanja, ampak seveda tudi varno in spodbudno učno okolje. Če sem še to, bo stavka plačana današnja? V samih izhodiščih vladnih se opredeljuje to kot stavka, ki naj ne bi bila interesna stavka, in zato seveda tudi domena plačila izvira iz tega, vse podvisno, kaj in na kakšen način se bodo tega opredelila tudi vladna.